predvidevam, da so obtožbe utemeljene. In nihče si ne zasluži umreti. Še posebej ne zaradi svojega zlorabljavca. Samska mama, ki je delala kot natakarica, umorjena na delovnem mestu. Grozljivemu zločinu so bili priča sodelavci in stranke Ellie Hill. Povedala vam bomo Ellie Hill, kako se je spominjajo, in o moškem, ki je obtožen njenega nesmiselnega umora. Dobrodošli v oddaji Pravo in zločin. Sem Anžaneta Levi. Veste, Alyssa Hill je bila ljubljena s strani mnogih ljudi. Imela je veliko prijateljev, imela pa je tudi hčerko in sina. Alyssa se je predstavljala kot Ali, zato jo bom tukaj tako imenovala. Ali je bila pridna. Delala je kot natakarica v priljubljeni restavraciji s čilijem v Norwoodu v Ohaju. To je majhno mesto, obdano z mestom Cincinnati. Skyline Chili je institucija v Cincinnatiju. Imajo lokacije povsod. To je takšna restauracija, kjer vstopiš, sedeš, naročiš cheese coney, to je hrenovka v štručki, prelita s čilijem in posuta s cheddar sirom. Lahko si naročiš tudi three-way chili na špagetih. To je nekaj edinstvenega za Cincinnati in je zelo priljubljeno. Postrežba je hitra in prijazna. To vam povem ne zato, da bi govorila o hrani, ampak da vam orišem sliko dogajanja, ko je bila Ellie Hill umorjena. Ellie je upravljala eno svojih običajnih natakarskih izmen v torek 2. junija. Bil je čas kosila, tik pred poldnevom. Delala je 7 dni na teden. Tako da bi bil to res zelo prometen čas v Skyline Chili. Ellie je sprejemala naročilo za stranko, ko se je zgodilo nepredstavljivo. Policija iz Norwooda pravi, da je moški vstopil v restauracijo oborožen z nožem in zabodel Ellie Hill. Smo v Skyline Chili v Norwoodu. Stranka je pravkar prišla. V redu, tovornjak imam tam čez. Kaj se dogaja? Je to prsni koš? V redu, ste rekli ženska? Ne, bo ženska, običajna. V redu, gospa, že so na poti. 458. Bok. Trenutno, ampak mislim, da je, ne vem. V redu, rekli ste, da je bila zabodena v prsi. Tu je pas, tukaj spodaj je. Kje je oseba, ki je zabodla? Bila je zunaj na... Je bila oseba, ki je zabodla, moški ali ženska? Bil je moški, bil je njen bivši fant. V redu, ali je še vedno tam? Ne, zbezal je ven. V redu, ali si videla, v katero smer je šel? Stekel je skozi vrata, ljudje so stekli za njim. 112, kakšna je nujna situacija? Pozdravljeni, nahajam se v Norwood Skyline, v Norwoodu. Imamo nekoga, ta gospa je bila pravkar zabodena, dekle je bilo pravkar zabodeno, moški, on je pravkar stekel skozi vrata, ne vemo, kje je. Ja, mislim, da je že veliko ljudi poklicalo v Skyline v Norwoodu, prišlo je do zabodanja. V redu, ali prihaja? Potrebujejo reševalno vozilo. Ne vem, ali prijem okencu za prevzem. Si pri okencu za prevzem? Ja. Potrebno je poklicati rešilca, da nekomu pomagamo. V redu. Imamo ga. Imamo ga na poti. Ali veste, kako izgleda? Ne vem, več ljudi je steklo ven in jih poskušalo ujeti. V redu. In slišim ljudi, kako kričijo v notranjosti. V redu, prav. Prejemamo veliko klicev, zato bom prekinila in jih obvestila. Ja, v redu, hvala. Zdaj sem predvajala le nekaj izsekov iz klica na 911. Obstajajo deli, ki vam jih preprosto ne bom predvajala, kjer dispečerka mladi ženski razlaga, kako naj pomaga Ellie, dokler ne pridejo reševalci. Je grozljivo. Zadnja klicateljica je povedala, da so ljudje pregnali moškega, ki je zabodel Ellie iz restauracije. Policija v Norwoodu je našla moškega, za katerega verjamejo, da je zabodel Ellie Hill. Njegovo ime je Rick Wright, star je 37 let in je živel v Norwoodu. Tožilstvo je potrdilo, da je bil Wright bivši fant Ellie. Sodni zapisi kažejo, da je Rick Wright obsojeni zločinec. Odsedel je kazen zaradi ropa, v preteklosti pa so ga aretirali tudi zaradi preprodaje drog. Decembra 2025 je bil obtožen napada na policista. Vendar se zdi, da Wright ni prišel na sodišče. Isti mesec je bil Wright obtožen kršitve pogojne kazni, ker se ni zglasil na preverjanje in ni obiskal strani sodišča odrejene terapije. Prijateljica Ellie Hill je za lawandcrime.com povedala,
da je bila Ellie z Rickom Wrightom v zvezi le kratek čas. Morda 3 ali 4 mesece, in že takrat so se pojavili opozorilni znaki. Ellie je imela občutek, da bi lahko bil Wright obseden. Brooke Crawford je povedala, da Ellie po njenih informacijah z Wrightom ni govorila že 1 leto in da je storila vse, kar bi morala kot žrtev nasilja v družini. Vendar pa ni bilo nobenih zahtev za prepoved približevanja ali česa podobnega. Kljub najboljšim prizadevanjem Elliejinih sodelavcev in reševalcev je niso mogli rešiti. Ellie Hill, 27-letna mati 2 majhnih otrok, hčerke in sina, je umrla. Bila je umorjena. Njeno življenje je bilo ukradeno. Policija pravi, da jo je ubil moški, s katerim je bila v zvezi le kratek čas. GoFundMe za Ellie Jean otroke pravi, da je delala 7 dni na teden in je bila glavna hranilka družine. Trdo je delala, da bi poskrbela za svoje otroke in skrbela je za svojega bolnega očeta. Pravzaprav je skušala zbrati denar za kombi, da bi ga lahko vozila na zdravniške preglede, ko je bila umorjena. Ellie Jeana mama je pred kratkim umrla in njena družina zdaj doživlja še eno tragedijo, umor Ellie, ter se trudi skrbeti za njena 2 čudovita otroka. Skyline Chili v Norwoodu je bil v sredo, 3. junija zaprt, vendar ga bodo ponovno odprli. Pred restauracijo, ki je običajno polna strank in osebja, stojijo lonci s cvetjem in sporočila podpore Ellie družini in prijateljem. Ljudje so se ustavljali, da bi žalovali, še vedno pretreseni nad tem, kar se je zgodilo. Nekaj mi je reklo, ko smo šli po kosilo za moje otroke, da te moram ustaviti. In morala sem moliti za njo. In ne samo za njo, tudi za njene otroke, ter za pravosodni sistem, da odprejo oči in tokrat nekaj ukrenejo, da ga bodo poklicali na odgovornost, da bodo tudi ostali zlorabitelji na svetu videli, da ne moreš kar tako storiti česa takega. In samo začela sem moliti in solze so začele teči, kot da jo poznam, ampak to je vse, kar sem danes tukaj počela. Molila sem za njo. Vsakeč, ko smo prišli sem, je jokala, bila je spoštljiva, moje otroke je obravnavala z ljubeznijo, kot da jih pozna, čeprav jih osebno ni poznala. Mislim, da so obtožbe vložene in nihče si ne zasluži umreti. Še posebej ne v rokah svojega zlorabljavca. To me boli v srcu. So otroci, ki nimajo več mame. Mama, ki je trdo delala, da bi svojim otrokom omogočila boljše življenje. To ni prav, to ni v redu. In dokler ta svet ne ugotovi, kaj je treba storiti, da bi jim pomagali, bo težko. Rekli ste, da delate v zavetišču za žrtve družinskega nasilja. Ne smem razkriti nobenih lokacij ali česarkoli drugega. Ampak ste seznanjeni z družinskim nasiljem. To je zelo krut krog. To je vznemirjajoče. Obstajajo ženske, ki prosijo za pomoč. Najbolj nevarna stvar, ki jo ljudje naredimo, je, da morda razkrijemo takšno vedenje in jih na to tako tudi obravnavamo. To je preprosto nevarna situacija, v kateri ste, vendar je cilj, da odidete. Jih namestiti na varno lokacijo, dokler si ne opomorejo in jih odpeljati daleč stran od kraja, kjer jim je prelahko. Žalosten prizor. Pogovarjala sem se tudi z moškim, ki je delal poleg Skyline Chili in je bil pogost obiskovalec. No, sprva nisem vedel, kdo je bil. Samo videl sem na Facebooku, da se je nekaj zgodilo v Skyline Chili in sem rekel, wow! Potem pa sem slišal, da je bil nekdo zaboden in potem sem izvedel, da je nekdo, umrl, ampak nisem vedel, kdo je bil, dokler niso omenili nje. In ko sem to videl, me je kar precej prizadelo, ker bila je res prijazna, in govorila je z vsemi. Prišla je noter in, bila je res prijetna oseba. Torej ste tukaj pogosto jedli? Ves čas, ja. Bili so. Pripravili bi moje naročilo, še preden sem vstopil v stavbo. Ja, toliko sem jedel tam. Točno so vedeli, kaj bom naročil. Rick Wright je bil pridržan v pravosodnem centru okrožja Hamilton zaradi obtožb za hujši umor in kaznivo napad v zvezi s Ellijino smrtjo. Zdaj je bil obtožen za iste obtožbe. Pridržan je brez možnosti varščine. V redu. Poglejmo si ta grozljiv primer nekoliko podrobneje z Markom Viverjem. Dela kot tožilec v zvezni državi Ohio, občasno pa je tudi sodnik. Mark, spomnila sem se nate, ko sem slišala za ta primer, ker si v vseh teh letih vodil toliko primerov. In imamo Ricka Wrighta, ki je obtožen, da je pristopil k svoji bivši punci na njenem delovnem mestu in jo zabodel. Kaj ti to pove kot tožilki?
Najprej, kot oseba, je to grozljiv zločin. Potem, kar sem prebral, je ta ženska delala vse prav. Vzgajala je otroke, poskušala je plačevati račune s poštenim delom. In zdaj imamo očitno tega norega moškega, ki pride in jo ubije. To je grozljivo. Ampak, ko se to zgodi na takem kraju, kot tožilec, je prva stvar, na katero pomislim, priča. Kaj ne? Toliko zločinov, na katerih sem delal skozi leta, je bilo samo z žrtvijo in osumljencem, morda pa ni bilo nobenih drugih prič. Veliko mojih primerov spolnih kaznivih dejanj je bilo tipa njena beseda proti njegovi. Ko nekoga ubiješ v zasedeni restavraciji, kot je Skyline, bodo priče in to bo primer veliko lažje dokazati. Veliko lažje je dokazati. In veš, govorice na družbenih omrežjih so, da je, Ellie oddajala naročilo. Samo opravlja svoje delo. Dela svojo izmeno, oddaja naročilo. In Rick Wright je pristopil in jo zabodel v hrbet. Prepričana sem, da je bilo zelo živahno. Mislim, da je restavracija Skyline v Norwoodu v Ohaju precej živahen lokal. No, je ob zelo prometni cesti. Skylines so kot tiste restauracije za hiter obrok, kjer greš noter, sedeš, dobiš svoj sirni kovni in svojo three-way ali karkoli že boš jedla in potem greš ven. Tako se mize zelo hitro sproščajo. Tako da to je moralo biti res popolnoma... ne morem si predstavljati, kaj Elijahina družina in njeni otroci ter njen oče preživljajo, ampak tudi za te delavce in ljudi, ki vodijo Skyline, ter za stranke. Grozljiv dogodek. Ja, vsakič, ko govorimo s pričami primerov, kot je ta, je prisotna določena stopnja PTSP-ja, ker so bili priča verjetno najbolj grozni stvari, kar so jih kdaj videli v življenju. Tako da molitve in sožalja seveda grejo njenemu očetu in njeni družini. Vendar se bo vsak od teh ljudi, ki so to videli, tega spominjal večino, če ne celo vse življenje. In potem jih bomo kot tožilci pozvali, naj stopijo naprej, to opišejo in na to odgovarjajo na vprašanja odvetnika obrambe. In to je lahko zastrašujoče. Torej, nekateri od teh prič so šli tja po kovni hot dog. In zdaj bodo imeli ta spomin in verjetno bodo morali biti poklicani kot priče. O predpostavki, da bo ta primer šel na sojenje, kar pa mislim, da morda ne bo, ker so dokazi tako močni, da si predstavljam, da bo katerikoli odvetnik obrambe, ki bo prevzel primer, hitel v tožilstvo, da bi sklenil neko vrsto dogovora o priznanju krivde. V zvezni državi Ohio imajo obtožbo za umor, ki prinaša kazen od 15 let do dosmrtnega zapora, imajo pa tudi obtožbo za težji umor. In to je obtožba, ki velja, kadar je zločin vnaprej premišljen. Obstajajo pa tudi nekatere druge stvari, ki vplivajo na to obtožbo, nekateri drugi pogoji. In ena od teh stvari je, veste, starost žrtve, stvari takšne narave. Ali menite, da bo tožilec na veliki poroti to obtožbo zvišal na obtožbo za oteževalni umor, ko bo predstavljal primer? Ja, na prvi pogled ne izgleda, da bojo to storili. Če bi to storili, bi bila to odlična pogajalska točka, ker ko, jaz sem to naredil vsaj enkrat ali dvakrat prej, obtožiš kot oteževalni umor, nato pa si pripravljen znižati na umor in še vedno dobiš obsodbo za umor. Torej bo veliko odvisno od dejstev. Ne vem, koliko je ta moški star, ampak verjetno bo šel v zapor za, predvidevam, 20 do 30 let. Veliko je odvisno od sodnika. Veliko je odvisno od dogovora s tožilcem, ampak mora odslužiti resno kazen. To ne bo primer, kjer bi bila možna smrtna kazen. Za tiste gledalce, ki morda mislijo, da bi lahko bila smrtna kazen. Ohio ima smrtno kazen. Delal sem na primerih s smrtno kaznijo. Ta primer v Ohio ne bi izpolnjeval pogojev za smrtno kazen. To je pa človek, ki ima precejšnje ozadje. Imel je kršitev pogojne kazni, sodni zapisi kažejo, zaradi prekrška napada in očitno je šlo za napad na policista. Kršil je to pogojno kazen, kot kažejo zapisi, decembra, vendar ga nikoli niso prijeli. To je nekoliko presenetljivo. In morda je to zato, ker je šlo za prekršek. Policisti morajo morda izbirati, katerim primerom dati prednost, ko imajo omejena sredstva. Ima tudi, veste, pretekle obsodbe za druge zločine. Veste, zdi se mi, če bi ga decembra aretirali zaradi kršitve pogojne kazni, bi bil morda, odvisno od sodnika, še vedno v zaporu.
Tako je. Večina ljudi misli, da ko je izdan nalog za aretacijo, policija takoj ukrepa in preišče ulice, da bi nekoga našla. To morda drži za resne kazniva dejanja in pogosto tudi drži. Pri nalogih za prekrške to redko drži. Takih nalogov je preprosto preveč in policistov premalo, da bi jih lahko obravnavali, še posebej v večjem predmestju, kot je Norwood. Običajno se zgodi to, da je izdan nalog. Ta nalog gre v nacionalni sistem, kjer policist ob prometnem prekršku preveri vaše ime. Iščejo naloge za prijetje. In zato je prometni nadzor več kot le vprašanje prometne varnosti. Gre tudi za iskanje ljudi, ki bi morali biti aretirani, in za zapahi, ker imajo veljavne naloge za prijetje kot ta oseba. To je res grozljiv primer. Ne vem, bila sem šokirana, ko sem to prebrala. Mislim, dejstvo, če nekdo vstopi v restavracijo z orožjem in cilja na osebo, pa gre za primer družinskega nasilja. To ti vse pove. Ta oseba ji ni mar zase, ni mar za žrtev in je pripravljena narediti karkoli. Nima ničesar za izgubiti. Ja, imaš prav. Nisem priljubljen med svojimi prijatelji, ki so zagovorniki, ko povem naslednje. Na svetu je le majhen odstotek ljudi, ki so se strinjali ali so nekako pripravljeni povzročiti resno nasilje ali smrt drugim. Te moramo za večino njihovega življenja zadržati za rešetkami. To je zato, da zaščitimo vse ostale. Zato sem za agresivno pregon nasilnih kaznivih dejanj in dolge zaporne kazni. Ko to storimo, držimo ljudi, ki so se izkazali za najbolj nevarne, stran od tistih, ki so najbolj ranljivi. Ja, res je grozljivo, res grozen primer. Torej, napovedujete in mislim, da imate prav, da bo na koncu v tem primeru prišlo do priznanja krivde. Ta moški je trenutno pridržan brez možnosti varščine. V petek bo še eno zaslišanje in morda bodo takrat določili varščino. Ampak mislim, že je imel kršitev pogojev pogojne obsodbe. Kljub tej kršitvi pa se ni pojavljal na sodišču ali karkoli že. Torej veš, varščina bo visoka, ne glede na to, koliko jo bodo določili. Kakršnokoli varščino bodo določili, bo visoka. Ja, v Ohaju so volivci pred nekaj leti spremenili državno ustavo, tako da morajo sodniki upoštevati javno varnost, ko določajo višino varščine. Tako da se strinjam s tabo, varščina bo zelo visoka, ne bo mogel plačati varščine, ostal bo za zapahi in če je bilo toliko prič, kot lahko sklepamo, jih je bilo. Kot sem omenil prej, bo njegov odvetnik zelo željan skleniti dogovor. Ker če bo šlo to na sojenje, bo porota zelo naklonjena obsodbi tega obtoženca. Zelo hitro bodo sprejeli priznanje krivde. In odvisno od sodnika bi pričakoval kazen na zgornji meji možne kazni. Ja, res grozno. Mark Weaver, najlepša hvala, da ste si vzeli čas. Zelo cenim to. Hvala, Ane. Seveda je tukaj GoFundMe, ki je bil vzpostavljen za pomoč Alijinim otrokom, poleg tega pa je tudi Skyline Chili vzpostavil sklad za pomoč Alijinim otrokom in njeni družini. Restavracija je na Facebooku objavila izjavo. V njej piše, da je Skyline Chili pretresen zaradi izgube svoje dolgoletne natakarice Ellie Hill. Norwood Skyline, ki je v lasti družine Miss Mizla, bo od 8 do 15. junija podaril 20% prodaje restauracije v sklad, ki bo neposredno koristil Alijinima otrokoma. Skyline Chili je v sklad prispeval $25,000. $25,000. Naši partnerji pri Coca-Cola Consolidated so prav tako prispevali $25,000. $25,000 v ta sklad. Hvala vsem za vaše molitve in podporo. Ponovno, Rick Wright je pridržan brez varščine in predvideno je, da se bo v petek, 5. junija, ponovno pojavil na sodišču. To je vse za to epizodo Law & Crime. Sem Anjanette Levi, najlepša hvala, da ste bili z mano. Se vidimo tukaj naslednjič.